you. And gotta go. I guess so. Probably see you soon. Yeah, okay. All right, I just stay a little longer. Oh boy, We'll just start and get going. gotta go. Dobro jutro, dober dan. Ste v formi, da začnemo drugo polovico dneva slovenskega turizma. Tisti, ki mogoče še niste v dvorani, vas prijazno vabimo, če počasi pridete v osrednjo unionsko dvorano. Počakamo še nekaj trenutkov ali ste za, da kar začnemo? Uradno kar začnemo. Tako da dobro jutro, dober dan. Dame in gospodje, spoštovani prijatelji slovenskega lesa. Ponovno torej dobrodošli v drugi polovici dnevov slovenskega lesarstva na osrednjem strokovnem dogodku lesne industrije pri nas, ki že tretje leto zapored poteka v partnerski organizaciji z javno agencijo Spirit Slovenija in direktoratom za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V našem včerajšnjem druženju smo podelili nagrade in priznanja po izboru Društva oblikovalcev Slovenije za najboljše lesne presežke letošnjega leta. Če si jih še niste, potem si jih lahko ogledate na vhodu v dvorano. V fokusu današnjega dne pa bomo imeli aktualne evropske in regionalne trende. Tudi včeraj smo o njih govorili. Govorili smo tudi o izzivih povezanih z lesno in pohištveno industrijo v luči blaženja podnebnih sprememb pri prehodu v nizkoogljično ter digitalizirano družbo. Lesna industrija je namreč ključna tako za regionalni razvoj, kot tudi za razvoj samooskrbnega in krožnega gospodarstva ter za ustvarjanje zelenih delovnih mest. Pod črto včeraj smo si bili enotni, da je les kapital zelene prihodnosti, zato je potrebno presekati izvoz hlodovine in pričeti namesto hlodov izvažati izdelke in polizdelke. Za začetek, za dober uvod današnjega dne pa predlagam, da se zbudite en velik aplavz kot uvod v drugi polčas dneva slovenskega lesarstva. Danes, kot rečeno, imamo v ospredju izzive, ki se dotikajo izobraževanja in kadrov v lesarstvu. Med drugim izpostavljamo mednarodni projekt AllView ter področje internacionalizacije kot pomoč lesarskim podjetjem pri vstopu na tuje trge. Toliko za ogrevanje. Sedaj pa k besedi na oder vabim gospo Natašo Hafner-Vojčič iz sektorja za srednje in višje šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bo spregovorila o okviru prenove študijskih in srednješolskih programov na področju lesarstva. Z razvojem naprednih tehnologij in pospešeno digitalizacijo bo namreč v ospredje prihajalo vedno več novih oblik uporabe lesa, vse od nano pa do biotehnologije. Dobrodošli in izvolite. En aplavz. Hvala za besedo. Spoštovani organizatorji, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lepo pozdravljeni. Kot je bilo že povedano, prihajam z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je med drugim pristojno tudi za delovanje sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. V današnji predstavitvi pa bom na kratko predstavila naše prihodnje ključne ukrepe na tem področju, s katerimi želimo predvsem ohraniti delež vpisa mladih v poklicno in strokovno izobraževanje in še močneje povezati sfero izobraževanja s potrebami trga dela in družbe. Za izvedbo načrtovanih ukrepov smo uspeli z Evropsko komisijo izpogajati tudi nek ustrezen nabor sredstev, in sicer iz evropskih finančnih instrumentov, kot je načrt za okrevanje in odpornost in pa evropska kohezijska politika.
Prenovili bomo poklicno in strokovno izobraževanje na srednješolskem in višješolskem nivoju tako, da bo še bolj odgovarjalo na potrebe razvoja gospodarstva in družbe. V fokusu pa bomo seveda imeli digitalizacijo, nove tehnologije, nove poklice, avtomatizacijo, robotizacijo, zelena delovna mesta in učenje za trajnost. Velik del našega bodočega projekta pa bo tudi ugotavljanje pravega ravnotežja med poklicnimi in ključnimi kompetencami v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Modernizirali bomo tudi pedagoški proces, pri čemer bomo v ospredje še bolj potisnili kompetenčni pristop pri učenju in pa fleksibilizacijo in individualizacijo pri delu z mladimi. Prenovljeno bo tudi področje praktičnega usposabljanja z delom. Načrtuje se krepitev sodelovanja šole in delodajalcev pri praktičnem izobraževanju dijakov, tako pri razvoju programov in razvoju novih modelov praktičnega usposabljanja z delom, kot pri preizkušanju in izvajanju le-teh, vključno z razvojem vajeniškega modela izobraževanja. Brez uspešnejšega sodelovanja delodajalcev pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih programov ta prenova ne bo celovita, zato tudi z tega mesta prisrčno vabljeni k sodelovanju. Še posebej pa bomo v naši prenovi izpostavili vlogo in pa neizkoriščene možnosti, ki jih daje odprti del kurikula. Poleg tega bomo vzpostavili tudi mehanizem za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo v pomoč pri načrtovanju izobraževalne politike. Nadaljevali bomo pa tudi z aktivnostmi, s katerimi spodbujamo poklicno in strokovno izobraževanje že od leta 2008 dalje. Naj tu izpostavim usposabljanje mentorjev v podjetjih in pa spodbude delodajalcem. Veseli nas, da po spodbudah delodajalcem z področja lesarstva posegajo tudi podjetja z področja lesarstva. V zadnjih 6 letih smo tako delodajalcem z področja lesarstva izplačali za slabih 1,4 milijona spodbud za sodelovanje, za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in praktičnega izobraževanja za študente, in sicer za 1495 dijakov in študentov. Za zaključek izkoriščam to priložnost, da se predstavnikom delodajalcev, ki praktično usposabljajo z delom naše dijake in študente, iskreno zahvalim za njihovo delo, za strokovnost pri praktičnem usposabljanju mladih za pridobitev poklica in za odgovornost pri vključevanju mladih na trg dela. Hvala vam za pozornost in v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport želim še uspešno sodelovanje na današnjem dogodku. Hvala. Hvala lepa Nataši Hafner-Vojčič iz sektorja za srednje in višje šole. Kot naslednjega pa vabim na oder Marka Petriča iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti. Za razvoj lesne panoge je poleg ustrezne državne politike in podpornega okolja ter seveda strateških partnerstev, tak primer je na primer sodelovanje podjetij Lumar in IQ-Wood, ki omogočajo povezovanje celotne lesno-predelovalne industrije, ključnega pomena predvsem strokovno usposobljen in motiviran kader. Kljub trudu, da se mlade v izobraževalnih ustanovah
ustanovah opremlja sodobnim znanjem in veščinami, pa na trgu še vedno primanjkuje gozdarskih in lesarskih strokovnjakov najrazličnejših ravni. Izvolite in dobrodošli. Hvala lepa. Vse skupaj najlepše pozdravljam. Časa za predstavitev je zelo malo, tako da sem jo pripravil bolj kot neko izhodišče za razpravo, odprl nekaj izzivov, postavil nekaj vprašanj. Torej, prihajam z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani. Mi izvajamo na terciarnem nivoju tele programe, ki jih vidite tukaj, in sicer na prvi bolonjski stopnji visokošolski študij in na prvi bolonjski stopnji tudi univerzitetni študij. Na drugi bolonjski stopnji se to nadaljuje z magistrskim študijem in seveda tisti najbolj uspešni imajo možnost nadaljevanja študija tudi na doktorskem nivoju v okviru programa bioznanosti. Zdaj, kakšno je stanje, kakšni so izzivi, kaj ugotavljamo? Predvsem, kar nas zelo veseli, da so naši diplomanti zelo zaposljivi, praktično čist vsi, ki končajo naš študij, torej dobijo službo, se zaposlijo, še celo več. Dogaja se, da precej že absolventov se zaposli, posledično celo imajo včasih težave z dokončanjem študija, ker se že prej zaposlijo. No, iz katerih skupin prihajajo naši študentje? Predvsem za visokošolski strokovni študij, delno pa tudi za univerzitetni program, je seveda glavni bazen, če tako rečem, so srednje lesarske šole v Sloveniji. Imamo pa seveda tudi upisane iz drugih programov, tudi iz gimnazij, no in predvsem gimnazijcev, ki bi si jih želeli za univerzitetni študijski program bistveno več, je po naši oceni precej premalo. Tukaj se pojavlja še en drug izziv, in sicer kakšna je kvaliteta, kakšne so sposobnosti, kakšne so ambicije vpisanih študentov. To je sklop družbenih vprašanj. Pravzaprav prav pred dnevi sem govoril z ravnateljico Srednje lesarske šole v Ljubljani, gospo Majdo Kanop, in mi je potarnala, da vedno tisti najbolj ambiciozni, najboljši grejo predvsem na gimnazije, na gimnazijske programe, za srednje lesarske šole pa se je potrebno posebej truditi, da se dobi dovolj dijakov in še posebej dovolj kvalitetnih dijakov. No in to se potem potegne pravzaprav tudi na univerzitetni nivo. Včeraj smo poslušali o izvedbenih načrtih ukrepov razvoja lesne predelovalne industrije do leta 2030. Tam je veliko lepega napisanega o izobraževanju, o kadrih, predvsem v ukrepih 5.1 do 5.3, ampak postavil sem dve vprašanji ali več. Bomo videli, kako se bo uspelo vse to, kar je napisano, dejansko realizirati. Želje, programi so lepi, ampak bomo videli po letu 2030, kako bo zadeva realizirana. No, če govorimo o prenovi študijskih programov, naj povem, da mi tako imenovane neobvezne sestavine praktično spreminjamo vsako leto. Tukaj gre za manjše spremembe v programih, v učnih načrtih, nosilci, izvajalci, študijske literature in podobno. Potem pa vsakih 5 ali 7 let izvajamo večje prenove, predvsem je to povezano z reevalvacijo študijskih programov strani NAKVIS-a. In te večje prenove so precej dolgotrajen proces. Glavni sprožilec, zakaj smo se tokrat odločili, ampak samo sprožilec, vzroki so globlji, spet za prenovo programov, lahko vidimo v tej tabelici. To so čisto sveži podatki interesa študentov za vpis. Vidimo, da jih je na univerzitetni študij s prvo prijavo interes izrazilo za 45 mest le 7. Spodaj imamo prijavo tudi za gozdarstvo in na obeh programih, kjer so številke precej boljše. Navkljub temu, da vsaj po moji oceni so, kot sem rekel, zaposljivostne možnosti
diplomantov lesarstva bistveno boljše. In vsaj delno bi se dalo zadeve popraviti tudi za prenovo programov, ki bi bolj pritegnila študente, ki sicer grejo na druge, bom rekel, bolj modne smeri študija. Torej, zakaj prenova? Na prvem mestu želimo ponuditi sodobne vsebine, usklajene s stanjem razvoja na področju, trendi in tako naprej. Pogovarjali smo se o tem, kaj prenoviti in prišli do tega, da vse programe, tako BSc kot MSc na začetku, in v tem sklopu smo imeli septembra lani posvet z delodajalci in kar je zanimivo, nasproti pričakovanjem pripomb na konkretne vsebine, le-teh ni bilo toliko, ampak so delodajalci izpostavili, da našim diplomantom morda manjkajo tako imenovane mehke veščine, naprimer sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, neka ambicioznost in podobno. Tako da gotovo je tudi to treba upoštevati pri prenovi. Dogovorili smo se, da bomo naredili analizo, kako je s tem po svetu, kar se zdaj dela. In tukaj bi opozoril na en paradoks, ves čas govorimo o zelenem preboju, trajnostnem razvoju, lesu kot pomembnem trajnostnem in obnovljivem materialu, kar je spoznala tudi EU. Po drugi strani pa najboljši dijaki za študij še vedno izkazujejo nizek interes in se vpisujejo še vedno veliko na družboslovne programe. Če pogledamo par besedic o analizi, s težavo, s katero se srečujemo pri nas, lahko ugotovimo, da je kar globalna. Tako recimo v ZDA na študijskih programih analiza pokaže, da sploh ni več besedice les v študijskih programih, ampak so neke modne besede, bioproducts, biosystem, renewable materials in podobno, se upravičujem, ker direktno v angleščini povem. Posebej indikativna sta primera Avstralije in Nove Zelandije, kjer je lesarstvo še kako pomembna dejavnost, pa vendar nimajo sploh več študijskih programov, recimo v Avstraliji niti gozdarstva ne. Ti predmeti so potem dispergirani po različnih drugih študijskih programih in na moje izrecno vprašanje, zakaj je tako, sem dobil odgovor, ker praktično ni interesa za študij oziroma je premajhen, da bi bilo to ekonomsko upravičeno. Vprašanje pa je, kako je pravzaprav s tem v Evropi. Kot sem rekel, neke primerjave se še delajo. Torej, to so neka izhodišča bila na kratko. Zdaj rezultati prenove, glede na to, da je to proces zelo dolgotrajen, tudi mora preskočiti razne birokratske ovire, to se pravi NAKVIS, je tisti, ki natančno zadeve pregleda. Se lahko vprašamo, kdaj, po moji realni oceni nekje v 2 letih, kakšna bo, vam zdaj še težko povem, gotovo bomo vključili tudi del teh mehkih veščin in vprašanje je, ali bomo res pravilno naslovili te številne izzive, tako da bojo predvsem seveda zadovoljni delodajalci in pa ne nazadnje, da bi nekoliko povečali vpis najboljših dijakov tudi seveda na srednje lesarske šole in potem pa tudi na univerzo. To bi bilo z moje strani vse in najlepša hvala. Hvala lepa. Upamo, da s takšnimi razmišljanji v sklopu 3 dnevov slovenskega lesarstva tudi pripomoremo en majhen mozaik, en majhen korak k temu, da bo študij lesarstva postal bolj moden, kot se je lepo izrazil profesor dr. Marko Petrič, prodekan za področje lesarstva na Biotehniški fakulteti. Kot naslednjega pa vabim na oder gospoda Aleša Husa iz Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Tudi on bo govoril o prenovi študijskih in srednješolskih programov na področju lesarstva. Dobro jutro in dobrodošli, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi udeleženci. Nekoliko nisem navajen pred takim zborom govoriti, mislim pa, da vsi zaznamo sedaj, kako gremo od teorije bolj proti praksi in v lesarskih šolah v Sloveniji se ukvarjamo predvsem s tem, kako kombinirati praktična znanja z teoretičnimi in splošno izobraževalnimi znanji. V preteklosti je bilo tega problema kar nekaj. No pa da začnemo, moram jaz to sam verjetno.
Namreč v lesarskem izobraževanju do visoke šole nam diktirajo programe poklicni standardi. To so 4, in sicer obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in inženir lesarstva na višjem strokovnem študiju. Na Lesarski šoli Maribor izobražujemo vse te programe na srednji lesarski in gozdarski šoli in na višji strokovni šoli. Če je obdelovalec lesa tisti program, ki je primeren za dijake z nižjimi, manjšimi sposobnostmi, traja 2 leti, je pa zanimiv za industrijo, kot so mi nazadnje povedali v Centru za poklicno izobraževanje, kajti v industriji primanjkuje delavcev. Mizar se izobražuje na 2 načina, sta pa si zelo podobna. V bistvu je to en poklicni standard, ki se izobražuje na 2 načina, ali v šolskem, tako imenovanem šolskem načinu, ali pa v vajeniškem načinu. Če smo rekli, da je praktični pouk pri delodajalcih nekje bil v preteklosti zanemarjen, ti programi vsebujejo kar dosti, kot vidite, procentov kurikuluma, izobraževanje pri delodajalcu. Tako da je znanje, praktično znanje mizarjev, ko zaključijo z zaključnim izpitom šolanje, deljeno. Torej, ta, bom rekel, skrb za izobraževanje je deljeno med delodajalci in šolo. In tu je dosežen velik napredek. Pri vajeniškem, kot vidimo, je izhodišče pri sestavi programa vsaj 50% časa oziroma kreditnih točk dobijo dijaki pri delodajalcu. Tudi inženir lesarstva je tako imenovan zmagovalni program, saj je tukaj izhodišče 60-40. To je nekoliko novejši program, kot bomo videli, in tu je že ta dualnost bila tudi vgrajena. Inženir lesarstva nam nekako vsaj starejšim se veže na višješolskega inženirja iz preteklega obdobja. Morda bi temu inženirju bilo smiselno dodati spredaj obratni inženir, kar pa vsi praktično vemo, kaj pomeni, nekdo, ki zna prijeti za delo in tudi ima nekaj teoretičnega znanja, da vidi razvoj podjetja oziroma panoge. Kakšno je stanje vpisa? Tukaj sem pripravil 2 tabeli z Centra za poklicno izobraževanje, so mi povedali številke in vidimo, da pri mizarju, to je srednje poklicno izobraževanje, stabilno narašča in upamo, da se bo ta trend nadaljeval. Na naši šoli imamo za prihodnje leto vpisanih 60 mizarjev, v 2 oddelkih bomo izobraževali, tako da je že kar malo gneče. Hkrati pa seveda moramo izobraževati tudi obdelovalce lesa v nižji poklicni šoli. Lesarski tehnik, 4-letni je SSI program, vpisanih, kot vidite, je 400 in nekaj dijakov v posameznem letu, kar jaz mislim, da je kar zadosti za Slovenijo. Hkrati imamo pa poklicno tehniško izobraževanje, tako imenovani 3+2 program, se pravi mizarji, tisti, ki so učno sposobnejši, se navadno vpišejo še za 2 leti v nadaljevanje in dobijo drugi poklic, to je lesarski tehnik. V višješolskem izobraževanju sem navedel 2 programa. Na naši šoli izvajamo 2 programa, inženir lesarstva in inženir oblikovanja materijala s poudarkom na lesu. In ta kombinacija je zmagovalna, namreč ti oblikovalci, ki prihajajo, so nam marsikaj novega prinesli, novega razmišljanja v oblikovanju, zaposlili smo tudi arhitekta in menim, da smo na pravi poti. Ob tem, da imamo na naši šoli še gozdarje, zaključujemo to lesno verigo prav v praksi. Poklicni standardi so že relativno zastareli. Leta 2018 je bila narejena revizija poklicnih standardov,
Center za poklicno izobraževanje je to vodil in takrat je bila splošna ugotovitev, da potrebe po prenovi ni. Hkrati je leta 2017 nastal vajeniški program. Vendar vajeniški program, moram povedati, ker so danes tudi tukaj odločevalci iz ministrstva, se izvaja žal samo na 2 šolah, to je v Škofji Loki in Novem mestu. Medtem ko v Slovenj Gradcu razpis za vpis ni uspel, morda bi bilo za razmisliti, da v Mariboru prav tako se lotimo tega, saj smo v preteklosti že izobraževali in tako v obrtnem kot v dualnem načinu. Kakšne ukrepe bi pričakovali za morda razliko današnje razprave, ko se pogovarjamo bolj o programski prenovi? Mislim, da prav odprti kurikul in pa projektni tedni na višji strokovni šoli nam dajo možnosti za vpeljevanje novosti, novih tehnologij in vsega ostalega v izobraževalne programe. Bolj pa me skrbi seveda ustrezni učiteljski in predavateljski kader ter opremljenost lesarskih šol. Namreč izkušnje, ki jih ni malo, sem ravnatelj že od leta 1992, mi kažejo na to, da v katerem koli programu je važen profesor, ki gre v razred, predavatelj, ki stopi za predavateljski kateder in potem program steče kvalitetno in tudi izhod je boljši. Kako to doseči, je pa seveda tudi med drugim na ministrstvu, pa na vodstvu šol. Posodabljanje kurikuluma, kot sem omenjal, mi izvajamo z odprtim kurikulom. Večanje privlačnosti, seveda na koncu bi pa poudaril prav najnovejše, kar bo dr. Kropivšek verjetno še večji poudarek dal na koncu, nekje pričakovanje nekega novega projekta, ki ga vodi Agencija za raziskovanje v Republiki Sloveniji. Naša šola ima tudi raziskovalno kodo, je raziskovalna inštitucija, tako da o tem verjetno kasneje. Ker je tu gospod Ranc tudi, sem povzel njihove napovedi rasti lesarske proizvodnje in pa panoge, večanje dobička in pa načrtovanje rasti predelave doma predelanega lesa, ki zahtevajo ustrezen kader. Prav tukaj se pojavi prava stopnja in pa nabor kompetenc za gospodarstvo. Omenjal sem že praktično usposabljanje z delom, vajeništvo in pa na višješolskem 60-40. To so glavni poudarki, ki so v programih že zajeti, seveda pa vsebinska prenova je vedno dobrodošla. Naj zaključim malo bolj pozitivno, pa povem, da smo kar vpeti v mednarodno sodelovanje. Radi rečemo, da sodelujemo od Portugalske do Estonije, pa od Turčije do Islandije. Naši dijaki, študenti hodijo na gostovanja, se uveljavljajo v tujini, pa ne samo z naše šole, tudi iz drugih šol. To je to, če bi mi lahko sprožili tale YouTube filmček, pa smo zelo ponosni, seveda, da smo predstavili svoje študente tudi na svetovni razstavi v Dubaju kot edina šola. In hvala lepa vsem, ki so k temu pripomogli in nam pri tem pomagali. Hvala za pozornost. Si bomo gledali filmček? Režija bo šlo? Režija sporoča, da si ga oglejte preko YouTube. Kakorkoli, hvala lepa za vaš prispevek, gospod direktor in ravnatelj Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Si želimo v bodoče več optimizma, navijamo za boljši vpis, za več izvajanja vajeniškega programa, pa tudi za perspektiven učiteljski kader, seveda pa tudi za prenovo zastarelih kurikulumov, ter da se mogoče preko ambasadorjev lesa ter preko uspešnih primerov lesno-predelovalnih podjetij tudi
motivira mlade za ta poklic, ki je atraktiven in nedvomno privlačen. Kot naslednjega pa vabim na oder gospoda Bernarda Likarja iz Zavoda Lesarski grozd, ki deluje v okviru Združenja lesne in pohištvene industrije in je povezovalni člen med gozdarstvom, raziskovalnimi organizacijami in politiko. Osrednja dejavnost lesarskega grozda, katerega začetki segajo v leto 2000, ko je imel še sedež v podjetju Javor Pivka, je razumevanje razvojnih potreb, s tem namenom podjetja povezuje z raziskovalnimi ustanovami, poišče ustrezne javne razpise in organizira pripravo izvedbe projektnih dejavnosti. Bernard Likar bo povedal več o kompetenčnem centru za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0. Dobrodošli in izvolite. Morana, hvala. Ja, zdaj smo dosti slišali o tem sistemu izobraževanja in problemi, ki jih ima. Jaz bom v mojem prispevku povedal pa par besed okrog področju usposabljanja. Področje usposabljanja dopolnjuje področje izobraževanja. Usposabljamo se potem, ko končamo izobraževanje, tudi vmes, ampak to na koncu ne nosi formalne izobrazbe. To nekako ločujemo, kaj je izobraževanje, kaj je usposabljanje. A zelen gumb. Režija? Glavnem, bom nadaljeval pač čez režije rešiti situacijo. Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu smo začeli zdaj že tretjič podporo ministrstva pač lansko leto maja meseca in namen tega centra je v bistvu pomagati podjetjem, da nekako ta znanja, ki so potrebna in pač vsakdanje, ko imajo razne projekte, tudi prenove podjetja, da jih dobijo na en tak lažji način. Mislim, da lahko se vse skupaj strinjamo, da tale prav motiviran in kompetenten zaposlen je tisti največja vrednost vsakega podjetja. Če ga imamo res, da je izobražen, da je pač ustrezno tudi kompetenten, da ima neke veščine, znanje, izkušnje in da je tudi motiviran, to je zagotovo največji kredit, ki ga podjetje lahko ima. Brez tega nobene stroj ne pomaga, nobena še nekako dobra organizacija ne pomaga. Ko je z tega vidika je to področje tudi zelo pomembno. Ok, zdaj mislim, da bo šlo. Super, zdaj smo pa na konju. Zdaj, ta usposabljanja, ki jih vodimo v kompetenčnem centru, so usmerjene predvsem v zmanjševanje teh primanjkljajev, teh usposabljanj, ki v podjetju jih imajo. Predvsem poudarka na prebojnih znanjih, novih znanjih. Mi skušamo na kompetenčnem centru pomagati s sofinanciranjem predvsem tistih znanj, ki imajo neko inovativnost pa neprebojnost. Pomeni, da s tem znanji lahko potem podjetju tudi naredijo prenovo procesov, lahko naredijo, uvedbo novih računalniških programov ali pa potem bolj zahtevne stvari, ki terjajo tudi več stroška in tudi več angažmajev pač vseh zaposlenih. Končni cilj pravzaprav ni samo to, da ima kader izobražen, ampak da s temi znanji, ki jih pridobijo, podjetja nekako na koncu realizirajo tudi konkretne poslovne primere dobre prakse, pomeni, da uspejo nekaj prebiti, nekaj novega narediti, nekaj izboljšati, tako da to znanje ne ostane samo v glavah, ampak dejansko tudi prispeva k neki večji konkurenčnosti podjetja, bi temu rekel lahko. Samo kompetenčni center ni edini zdaj tekoč ta trenutek, ampak je že kar nek dolga zgodba, trudimo se že kar nekaj, bi rekel, desetletij, da bi počasi prišli do tega, da to postaja stalnica. Za podjetje je zelo pomembno, da ima to podporo stalno, a vsaj predvidljivo naprej.
več ali manj ta kompetenčni center je bil do zdaj vedno v obliki projektov, kar nič ne slabo, ampak če bi se projekti sledili dosti blizu enem drugem, potem podjetja lahko nekako predvidijo to usposabljanja in jih tudi si uračunajo v svoje poslovne načrte. Tako da zdaj v tem centru ta trenutek imamo vključenih 24 podjetij s približno 2200 zaposlenimi in 5 inštitucij, govorimo o drugih partnerjih oziroma podpornih inštitucijah, to so fakultete in gospodarska zbornica in Grozd. Skupaj imamo na razpolago 600 000 evrov, ki je prispevalo direktorat za lesarstvo in nekje od maja lansko leto do oktobra letošnje leto teče ta projekt in cilj imamo, da se realizira 10 teh prebojnih dobrih praks v podjetij in vključi vsaj 2000 preko zaposlenih, pa vključitev pomeni prisotnost na izobraževanju. Ta kompetenčni center je pravzaprav tudi največji do zdaj od tiste linije, ko smo prej kazali, ni najkrajših, tako da zelo intenzivno stvari potekajo, ampak mi smo na dobri poti. Spodaj vidite recimo ta spisek teh podjetij, so tako majhna kot velika, pa manjša pa velika, tako z področja pohištva in tako področja gradnje z lesom, tako da vse ta spektr lesne industrije je vključen. Katera usposabljanja so tista, ki največ potekajo, oziroma so tudi glavni cilj kompetenčnega centra, digitalizacija in avtomatizacija, kot najbolj pereča tema, praktično ni podjetja, ki se tam ne bi ukvarjal v zadnjih letih, dveh, še posebno zaradi korone, je to zelo pospešilo. So pa tudi tehnične kompetence, zelo specifične za podjetje, za poslovne procese, ki jih imajo, tudi razne uvajanje sprememb podjetja, družbeno okolje se spreminja, tržišča se spreminjajo, podjetja se pa tudi morajo in to terja precej truda znotraj podjetja za reorganizacijo dela. Imamo tudi za oblikovanje in razvoj seveda in seveda zeleno ekonomijo in krožno gospodarstvo, ki zelo hitro prihaja in trka na velika vrata in seveda druga specifična usposabljanja, tuji jeziki in podobne stvari, trženje tudi in tako. Te usposabljanja so v dveh oblikah. Ena oblika je tista, ki teče v samih podjetjih, ki so namenjena zaposlenim v podjetjih, oni tudi sami to organizirajo, si izberejo izvajalca, ki najbolj ustreza in to izvedejo. Druga vrsta usposabljanja pa, ki jih strani pisarne kompetenčnega centra organiziramo oziroma strani, kot sem prej omenil, drugih partnerjev, pa inštitucij, ki so vključeni. In ta druga usposabljanja so mišljena tudi, da se podjetja povezujejo, dobijo znanja in povezave z temi inštituti znanja, kakšno testiranje, kakšno razvoj izdelkov in podobne stvari. In tudi različni študijski obiski v tujini in nekako te zadeve, ki nam služijo za več znanja. Je pa tudi dobro to, da se lahko na ta usposabljanja priključijo tudi podjetja izven tega partnerstva. Vsa ta usposabljanja so tekoče tudi objavljena na spletni strani kompetenčnega centra, kdorkoli želi, se lahko to brezplačno tudi udeleži. To je tak par utrinkov pravzaprav iz tega našega dela. Nekaj mestu že kar delamo, nekaj online stvari, nekaj hibridnih, nekaj pač samih na mestu, on-site rečemo angleščino, zraven na mestu samem. Ta korona je to prinesla, to raznolikost tega tudi usposabljanja. Več čas smo samo v dvorani sedeli ali pa nekje in predavali, poslušali, zdaj pa kombiniramo vse te sredstva na vse načine, ki je pač je potrebno. Še na hitro pregled samo, katerega deleža teh usposabljanj se v prvem menu največ se izvaja in največ je področje digitalizacije in preko teh preurejanja poslovnih procesov, to je en z drugim praktično z roko v roko gre, če digitaliziramo, moramo tudi podjetje preurediti, to je skoraj 3/4 vseh usposabljanj. Sledijo seveda tudi trženje pa ostale teme, zelena ekonomija tudi prisotna in specifične kompetence. Tako da
Na tej spletni strani boste tudi našli vse podatke o samem projektu, kosles.si, vabljeni si, da ste tudi rešitev vzpostavljeni tudi. Odprt je praktično za mesec, dva naprej razpis teh usposabljanj, se lahko tudi sami planirate. Mi upamo, tako nekako je rečeno, da bi se stvari lahko se nadaljevale tudi v Kosles 4 in morda 5, 6, 7, 8, da postane to neka stalnica in neka podpora, na katero podjetja lahko računajo. To z moje strani. Hvala. Hvala lepa gospodu Bernardu Likarju. Kot naslednjega pa pred razpravo, ki sledi, na oder vabim gospoda docenta Jožeta Kropivška iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti. Gospod Kropivšek bo povedal več o mednarodnem projektu AllView, ki podpira razvoj učnih vsebin za lesno panogo prihodnosti. Dobrodošli in izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Ja, v čast mi je, da lahko predstavim evropski projekt. Danes ga ne bom predstavljal, ker sem ga že predstavljal pred točno 1 letom na dnevih lesarstva lani. Danes bom bolj govoril o tem, kaj konkretno pri tem projektu, ki se zdaj nekako približuje polovici, kaj je tisto, kar smo že ustvarili oziroma zdaj trenutno ustvarjamo, kje so tiste ključne aktivnosti, pa mogoče izpostavim kakšne stvari, ki bi bile pa mogoče zanimive tudi za implementacijo v Sloveniji, v izobraževanju, v lesarstvu v Sloveniji. Kot rečeno, gre za evropski projekt, ki traja 4 leta. Vključenih je 22 partnerjev, iz Slovenije smo to 3 partnerji, Univerza oziroma Biotehniška fakulteta, CPI in pa Lesarski grozd. Ključni cilji tega projekta so pa nekako poenotiti izobraževalne programe v Evropi in hkrati v bistvu uvesti oziroma razviti neke nove programe, nove vsebine, nove pristope, ki bi to izobraževanje naredile bolj učinkovitega, bolj privlačnega. Prej smo slišali, da se mladi ne odločajo za ta poklic, mogoče so potrebni kakšni drugačni pristopi, drugačne tehnologije in tudi s tem se ta projekt nekako ukvarja. Ja, zdaj stanje v Sloveniji in pa tudi širše, kot ugotavljamo pri tem projektu, je bilo danes že kar podrobno pojasnjeno, torej premalo strokovnega kadra, potem procesi posodabljanja programov, vsebin so dolgotrajni, potem tudi manjko znanj, manjko kompetence kaže, ni ta prave privlačnosti teh poklicev. Dualnost ne zaživi, kot smo prej videli, je tako delno živi, ampak ne tako, kot bi si želeli. Tako da kar nekaj izzivov je, s katerimi se soočamo. Zanimivo je ne samo pri nas. V tem, kot se rekel, imamo iz 8 držav, imamo partnerje in načeloma se s takimi problemi ukvarjajo vse povsod ali pa srečujejo vse povsod. Ključen cilj tega projekta je vzpostaviti center odličnosti poklicnega izobraževanja na ravni EU in en izmed pomembnih sestavnih delov ali pa sestavin tega centra je sodobna spletna platforma in pa v bistvu razvoj učnih vsebin in pa tehnologij, ki so v tem procesu uporabljene. S tem, ko se pač posodabljajo procesi, ko se uporabljajo sodobne tehnologije, lahko naredimo proces tudi bolj privlačen za mlade, za učeče se. No, to je ta platforma, o kateri sem govoril. Ta platforma je pametna platforma, združuje 3 uporabniške profile, se pravi na enem mestu tako ponudniki izobraževanj, tiste, ki se učijo, ki iščejo izobraževanje, kot tudi podjetja. Se pravi, dejansko povezuje vse 3 pomembne deležnike v tem procesu. Kot se rekel, ta platforma je zdaj nekako v testni fazi. Osnova te platforme je strojno učenje, tako da dejansko nudi personalizirane informacije, storitve vsakemu od teh deležnikov.
in v bistvu nekako integrira ali pa povezuje vse te vsebine ali pa potrebe, ki jih vsi ti trije deležniki imajo, želje, kakorkoli. Spravi, ta umetna inteligenca, od te se kar veliko pričakuje na tej platformi. Kot sem rekel, jaz zdaj v testni fazi že živi, ampak zaenkrat se še stvari, kar jaz vem, popravljajo, izpopolnjujejo. No, zdaj drug del je pa razvoj novih učnih vsebin. Tukaj se ta projekt fokusira predvsem v dve področji. To je področje krožnega gospodarstva, trajnosti in pa področje AL-ja, se pravi neodvisnega tehnološko podprtega bivanja, ki zaradi starajočega se prebivalstva v bistvu postaja čedalje bolj pomembna. No, v sklopu teh priprav teh vsebin seveda smo na oddelku za lesarstvo zelo aktivno vključeni. Kot sem rekel, tukaj pokrivamo celoten spekter teh vsebin. Da pa stvar ni samo na nivoju vsebin, pa se trudimo tudi uvesti sodobne pristope, se pravi poleg PowerPoint prezentacij uvajamo videe, razne interaktivne vsebine, kot so H5P platforma, ki je podobnega, in pa razne delavnice, kar pa nam zelo, ali pa kar pa dosegamo s pomočjo tehnologij, ki jih uporabljamo. Zdaj tukaj so najbolj izpostavljene tehnologije drugačnih resničnosti. Zdaj, a je to mešana resničnost, a je to virtualna resničnost, a je to nadgrajena resničnost. Gre v bistvu za različne pristope, ki omogočajo, se pravi, nekako simulacijo nekega virtualnega oziroma nekega realnega okolja v virtualnem. Osnova za vse te vsebine so seveda 360-stopinjske videi, ki jih tudi v okviru tega projekta preizkušamo, razne tehnologije in jih tudi implementiramo. Zdaj, da se ta virtualizacija potem povrne spet v materialni svet, pa poskrbimo s tehnologijami 3D printinga in podobnimi, in v okviru tega projekta bo razvitih kar nekaj teh različnih delavnic tudi za to tematiko. Zdaj, že prej je bilo izpostavljeno, kako pomembna je mobilnost, kako pomembne so mednarodne izmenjave tudi v okviru tega projekta, je kar precej tega predvideno tako za študente kot učitelje, s tem se v bistvu prenašajo tako znanje kot v bistvu pristopi, se nekako učimo drug od drugega. Druga pomembna stvar, ki pa se v okviru tega dogaja, pa je skupnost dualnega izobraževanja, ki je v ustanavljanju, in ena izmed faz je že tukaj narejena, se pravi regionalni skupine teh deležnikov so nekako že ustanovljene, zdaj pa gremo s temi koraki naprej. Če si za konec pogledamo samo še en kratek insert iz naše raziskave, kakšno izobraževalno oziroma kakšno okolje me najbolj motivira, vidimo, da je to takšno okolje, ki stremi k razvoju, k napredku, ki je interaktivno, ki omogoča timsko delo, ki omogoča sodelovanje posameznih deležnikov, in to je tisto, kar si pri tem projektu najbolj želimo. Torej, za zaključek bi lahko rekli, da nekako je potrebno vzpostaviti takšno učno okolje, ki je sodobno, ki je podprto sodobno tehnologijo in s tem omogoča interaktivno delo, interaktivno učenje in je zaradi uporabe sodobnih tehnologij tudi bolj zanimivo in privlačno za mlade, za mlajše, za učeče se, hkrati pa morajo biti vsebine razvojno naravnane in omogočati morajo predvsem sodelovanje vseh deležnikov v tem procesu. Že prej je bilo omenjeno, da smo zelo veseli, da se je pojavil v zadnjih dneh razpis tudi na ravni ali pa v okviru CRP projektov. Mi smo ravno danes oddali vlogo, da bomo lahko te vsebine, ki sem jih zdaj tukaj predstavljal, ki se v okviru tega projekta razvijajo, prenesel tudi v slovensko izobraževalno prakso, predvsem s poudarkom na analizi, da se res bolj podrobno seznanimo s tem,
kaj je, kakšno je stanje, manjka kompetenc, manjka znanj, ponudbe, kaj je sploh tisto, kar potrebujemo. Na drugi strani pa želimo nekako tudi iz spoznanj tega projekta, ki sem ga zdaj predstavljal, nekako ugotoviti, katere bi pa bile tiste smernice, ki bi nekako zagotavljali tudi v Sloveniji nekako spostaviti takšen center odličnosti izobraževanja v lesarstvu. Tako da v bistvu gre tukaj za neko vertikalno povezavo vseh študijskih programov in s tem v bistvu neko nadgrajevanje znanja tekom celotnega izobraževalnega sistema. Hvala. Hvala lepa Jožetu Kropivšku iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti. Srečno pot projektu in srečno tudi pri vzpostavitvi Evropske platforme za poklicno usposabljanje v pohištvenem in lesnem sektorju. Lesna in pohištvena industrija se zaradi tehnološkega razvoja in digitalizacije intenzivno razvijata. Potreba je po vedno bolj izobraženih kadrih, takšnih, ki bodo razumeli nove standarde biogradnje in ki bodo razumeli les, ne samo kot material, ampak kot storitev, ki si jo želijo ekološko ozaveščeni kupci z izredno individualiziranimi željami. Na tem mestu torej odpiram razpravo na temo kadri in poklici v lesarstvu, dualni sistem. Moderatorka razprave bo magistrica Darja Štarkel iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Dobrodošla na odru. Kot goste pa na oder vabim Damirja Orehovca, državnega sekretarja iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kot naslednjega vabim na oder Marka Kajzerja, direktorja podjetja Campo d.o.o., ki proizvaja med drugim tudi notranjo opremo. Naš naslednji gost je Denis Stepančič, direktor podjetja Podgorje d.o.o., ki svojo proizvodnjo pohištva za prosti čas, pretežno vezano na oskrbo novomeškega proizvajalca počitniških prikolic in avtodomov Adria Mobil. Dobrodošli. Na oder vabim tudi profesorja doktorja Marka Petriča, prodekana za področje lesarstva na Biotehniški fakulteti. Ponovno pa se na odru veselimo tudi Aleša Husa, direktorja in ravnatelja Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Dobrodošli. Uspešno razpravo želim. Mislim, da to ne bo težko glede na dobre sogovornike. Vklopiti ta mikrofon. Lep pozdrav z današnje okrogle mize. Kot napovedano, bomo govorili o kadrih v lesarstvu in poklicih. Zdaj posebej ne bi predstavljala naše goste, lahko rečem, da smo jih posedli tako, da so na naši levi predstavniki delodajalcev, na naši desni pa predstavnike ponudbene strani, se pravi izobraževalcev, in tukaj v sredini imamo pa gospoda Damirja Orehovca, državnega sekretarja iz Ministrstva za izobraževanje. Izhodišče današnje razprave bi bilo, delodajalci se poslužujejo različnih kanalov, ko iščejo ustrezne delavce. Dostikrat teh delavcev ne najdejo, zato se obrnejo na Zavod za zaposlovanje. Tako da na Zavodu za zaposlovanje nastaja ena dobra baza, ko imamo tam, ko se zbira pregled, koga vse delodajalci rabijo. Za namen današnjega dogodka smo prosili Zavod za zaposlovanje, če nam postreže s podatki, po katerih profilih je največ povpraševanja na področju lesarstva, se pravi v dejavnosti proizvodnja pohištva in pa obdelava in predelava lesa. Podatki kažejo, za zadnja 3 leta smo dobili te podatke, da so to mizarji.
Zato bi bila moja to izhodišče za prvo vprašanje gospodu Orehovcu, in sicer me zanima, kako na nacionalni ravni je poskrbljeno za dotok kadrov, ki jih trg rabi. Gospod Orehovc, prosim. Ne, se sliši. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj mogoče bi jaz uvodoma povedal, da nekako ena generacija dijakov letno je približno 20.000. Od tega jih približno 2/3 se jih vključi torej v poklicno in strokovno izobraževanje. In če gremo še bolj na poklicno, to, kar je bilo, je pa približno 23%. In te številke so na nek način stabilne. Kar se tiče, kar je danes bilo že slišano, da vsi ti, ki se vključijo v to izobraževanje z področja lesarstva, na nek način dobijo službo. Ne. To pomeni, da bi mi potrebovali več tega. Ne. In danes je bilo že omenjeno, da ni interesa. Ne. Zdaj mi na letni ravni razpišemo približno 400 mest, kar se tiče torej za mizarja. Interes je pa približno že par let stabilen in to pomeni približno 300 se jih vključi. Torej je še možnosti, da bi lahko izobrazili še več torej mladih za poklic mizarja in pa seveda tudi za druge poklice na tem področju. Zdaj vmes smo tudi veliko slišali, na eni strani imamo ta sistem šolski, recimo, da mu tako rečemo, in na drugi strani vajeniški. Trenutno se izobražuje v Sloveniji v 10 torej teh šolah lesarskih približno slabih 900 dijakov, od tega slabih 10% v tako imenovani vajeniški obliki. In seveda tukaj je še veliko prostora. Kot je bilo rečeno prej, so 3 šole, ki to izvajajo, in moram reči, da ena od teh 3 je pa zelo uspešna na tem področju, in sicer šola v Škofji Loki. Zdaj, kaj oni delajo drugače, je verjetno lahko vzgled vsem tistim, ki so tukaj mogoče manj uspešni. Zdaj, gospod Hus je rekel, da bi si želeli to tudi v Mariboru. Stvar je zelo preprosta. Vlogo morate dati na ministrstvu in boste verjetno tudi lahko izvajali to obliko. Samo sem malo provokativno to rekel, ampak gledajte, jaz vseeno vidim tukaj eno stvar. Zakaj se mladi ne odločajo? Verjetno ni samo stvar v izobraževanju, ampak potem verjetno tudi v tem, ko so vključeni v delo. Torej, verjetno jih zanima, ne vem, kakšen bo zaslužek, kakšni bodo pogoji dela. Torej, je to tudi veliko na strani delodajalcev. In pa tudi sam zakon, kot smo ga pripravili pred leti, je marsikaj drugega torej reševal na tem področju, vendar je potem bil sprejet čisto drugače. Torej, bilo bi po mojem potrebno več omogočiti vajencu, recimo, da je zaposlen, da ni dijak, ampak da mu teče delovna doba mogoče, da dobi torej denar oziroma kot neko plačilo ves čas, ne samo v času šolanja, in verjetno še kakšna rešitev. Seveda na drugi strani je pa treba zaščititi tudi delodajalce, da tega torej svojega zaposlenega kot vajenca tudi lahko določen čas zadržijo pri sebi. Pa mogoče bi jaz tu nehal, ker sem že preveč povedal po mojem. Ja, hvala. Zdaj bi pa navezala na gospoda še na primer iz prakse, in sicer bi prosila gospoda Denisa Stepančiča iz podjetja Podgorje, ki tudi ima v svojem podjetju zaposlene vajence. Če nam poveste, kakšna je vaša izkušnja s temi vajenci, pa kje vidite še kakšne možnosti za izboljšave, če lahko malo pokomentirate, bi prosila. Hvala za povabilo. V našem podjetju sodelujemo z Srednješolskim centrom Novo mesto predvsem. Razpisanih je čez 50 mest, približno polovica zasedenih. Dolenjska praktično požre vse, kaj pride ven iz Srednje šole Novo mesto. Če sam povem, v kraju, kam sem se preselil pred kratkim,
je skoraj toliko zaposlenih, kraj ima 500 ljudi, nič več, pa je pri 3 mizarjih približno 30 ljudi zaposlenih. Tako da tistih 25, ki jih pride ven iz srednje šole, enostavno ponikne, zgine in jih ni. In v letošnjem letu mi nimamo nobenega tega učenca na praksi pri nas. Lani smo imeli 3, 2 sta se zaposlila pri nas in ostala. Eden je šel naprej. Kje so zdaj problemi ali pa zakaj prihaja do tega, verjetno bi morali malo bolj globljo analizo narediti, vendar v pogovorih s temi učenci, ko smo jih imeli pred šolskim letom ali pa pri tem, ko smo jih poskušali privabiti noter, je to, da si nekako poklic mizarja zamišljajo dokaj tradicionalno in oni bi radi ustvarjali pohištvo, tisto eno kuhinjo, eno sobo, eno spalnico in od začetka do konca sodelovali v tem procesu. In tukaj vidi tudi neko svojo perspektivo, torej motiv vidijo v tem, da bodo nekako zaslužili za življenje na način, da delajo stvari, ki jih delajo sosedje v vasi, sosedje v kraju in na ta način si nekako predstavljajo svojo neko perspektivo, svojo prihodnost. Pri nas je dokaj visoka stopnja avtomatizacije, informatizacije, digitalizacije, ne vem, vse te zadeve, ki se gredo in v teh primerih si ne morejo take sanje izpolniti, zato ker enostavno ne moreš ti en kos, ki se v enem dnevu gre skozi 6-7 operacij, da bo on laufal za tem kosom po proizvodnji, tega ne gre. Omogočimo jim pa, ko so na praksi, da spoznajo vse procese, ki jih imamo. Praktično od zasnove izdelka do tega, kako ga obdelamo na različnih strojih, kako ga tudi ročno kaj obdelamo, do tega, kako ga pakiramo. Tako da vidijo kompleten ta proces, vendar bi rekli nek zelo velik interes za tako nekako celovito delo enega mizarja, ko si ti mladi ljudje predstavljajo, pri nas je zelo, zelo malo. V kakšni prototipni delavnici in na kakšni montaži in tukaj se zadeva ustavi. Mi bolj kot ne rabimo ljudi, ki so recimo temu usposobljeni za delo na različnih strojih. To je lahko monotono za take ljudi, ki hoče neko kreativnost. Tako da tukaj tudi vemo, zakaj približno je manj teh ljudi. Iščemo pa še zmeraj med temi ljudmi, da bi to, kar je že profesor Petrič omenil, da so pripravljeni, ker poznajo proces izdelave izdelka, da so pripravljeni v nekem času mogoče prevzeti kakšno vodilno, vodstveno vlogo v samem tem procesu, pa magari ta proces bil dokaj kratek. Torej, da bi ker poznajo kompleten proces, da bi znali tudi organizirati del v manjši skupini ljudi, da so pripravljeni prevzeti neko odgovornost, dati kakšno pobudo in da bi znali sodelovati z ostalimi v procesu, ker firma, ki ima 450 zaposlenih, v proizvodnji je več kot 300 zaposlenih, zahteva tudi veliko nekega sodelovanja in komunikacije. Tako da to je tisto, kar nekako si želimo od ljudi, ko pridejo, da niso nekje zaprti, pa da bodo sami ustvarjali celo eno zadevo, ampak da se vključijo v cel proces. Hvala, ampak bi vam postavila samo še eno podvprašanje. A imate v vašem uspešnem podjetju razvit sistem štipendij? Da, to imamo. Imamo zdaj približno nekih 10 štipendistov, imeli smo jih pa čez 20. Pravim, spet je razlog ta, da ljudje iščejo neke stvari, ki jih mogoče bolj privabijo, kot je to recimo delo na takih, bi rekel, monotonih zadevah, razen tam, kjer so nekje v kreativi, kot je razvoj, kot je neka projektiva in tle imamo v glavnem zdaj štipendije na tem mestu, ki se na takih delovnih mestih lahko izrazijo malo bolj kot na samih strojih. Za same stroje je praktično lahko je katerikoli poklic, lahko naučiš človeka v 3 do 6 mesecih, dobiš enega zelo dobrega operaterja in pol tukaj niti ni tako pomembno, iz katere, bi rekel, poklicne šole pride ali bolje je njegova afinitet do tega, da mu je to nekaj všeč in da je pripravljen to delati in da recimo je nagrada primerna temu, kaj on pričakuje. Ok, hvala. Samo obrnem še na to stran, desno stran bi prosila gospoda Husa, če malo pove, ali, zdaj govorili smo bolj o mizarjih, ne, seveda delodajalci rabijo tudi lesne tehnike pa inženirje, pa me zanima, a se
na vašo šolo delodajalci obračajo, pa rečejo, dajte nam zrihtati kakšne fajn dijake, da jih bomo zaposlili. A prihaja do takih intervencij? A dela ena? Ja. Seveda, lesarska šola, vse lesarske šole srednje v Sloveniji imajo intenzivne stike z gospodarstvom. V veliki meri je preko obrtne zbornice in njihovih izpostav in pa seveda posamezniki. Veliko podjetje pri nas je v Ljutomeru, naprimer Murales, gospod Škalič, ki ima že zdaj naslednika, žal, našega dijaka, študenta in ker izobražujemo gozdarje, mi je prav prišla ta beseda mladi prevzemniki, ki jo v kmetijstvu uporabljajo. Mogoče bi tudi veljalo v naši stroki mizarstva to uporabljati, da izobražujemo tudi mlade prevzemnike, ki se mogoče ne odražajo tako v statistikah nekega zavoda za zaposlovanje, pa je tudi tukaj potreba velika. Velik poudarek v srednji šoli je še vedno na vzgoji, se pravi na vzgoji vrednot, ki jih iščejo v podjetju, to se pravi neke stalnosti oziroma zanesljivosti in da ne rečem besede poštenja in tako dalje. To se išče izobraziti, jih znajo tudi sami za specialne operacije in vse ostalo. Šola ima tukaj tudi ta velik vpliv in menim, da smo pri tem uspešni. Iz enostavnega razloga, ker mladi se dokazujejo na različnih področjih, ne nazadnje na Euroskillsu, odkoder prihajajo tudi na tekmovanje mladih mizarjev iz podjetij, iz drugih držav pa naši dijaki zasedajo odlična mesta. Tako da, kar se tiče vpetosti v evropski prostor lesarskih šol, dejansko smo, bi rekel, skoraj da vodilni. Zdaj, potrebe po kadrih niso samo po mizarjih, smo rekli, lesarskih tehnikih. V teh podatkih Zavoda za zaposlovanje smo zasledili, da je na področju lesarstva, lesarska podjetja povprašujejo tudi po kadrih, za katerih se zahteva, manj izobraženih kadrih, se pravi delavci za preprosta lesarska dela. Pa me zanima, bi vas vprašala gospod Kajzer, katerih kanalov se vi poslužujete, ko iščete delavce, po katerih profilih recimo vaše podjetje Campo največ povprašuje? Ja, praktično uporabljamo v naši proizvodnji, pri naših poslovnih procesih vseh nivojev lesarje, torej in mizarje, tehnike in inženirje. Celo mislim, da prihodnost ni v mizarjih, saj v manjših podjetjih, digitaliziranih podjetjih, ampak najmanj tehniki, ki obvladajo praktično vse te digitalne pripomočke, ki so danes prisotni v proizvodnji. Torej je zahteva po več znanja in tudi to znanje se da potem jasno na ta prav način pa z bistveno drugačno dodano vrednostjo prodati. Torej strmimo vsi za tem, da bi imeli ljudi, ki bi bili sposobni sicer tudi kvalitetno obdelati les, včasih tudi na roke, ampak še vedno prednost je tehnologija. Zdaj, kako prideti do teh kadrov, ki so sposobni upravljati to tehnologijo, je pa posebna mučna pot, vsaj lahko rečem, 30 let izkušenj in v tem času je vedno problem, kako najti primernega človeka. Lahko rečem, da pri nas se zelo veliko mladih pride na prakso kot iz šole, tudi šole se obrnejo na nas, predvsem ljubljanska pa škofjeloška šola. No, bi vmes tudi še prej na gospoda, ki je komentiral, zakaj je Škofja Loka toliko bolj uspešna. Jaz mislim, da je tam škofjeloško-gorenjski bazen poln malih mizarjev, ki imajo ogromno naslednikov in ti so dodatno drugače motivirani kot povprečni učenci, ki se vpišejo na lastno pobudo ali pa pobudo staršev.
Zdaj, ko sem omenil pobudo staršev, tukaj vidim tudi mogoče en manko prepoznavnosti, zanimivosti lesarskega poklica. Ta poklic ni več tako naporen, kot je bil včasih naših staršev ali pa morbiti na začetku naše kariere. Torej so vsi ti pripomočki veliko bolj sofisticirani in mizarska proizvodnja ali pa lesna proizvodnja je bistveno drugačna, vedno bolj primerljiva eni sodobni proizvodnji. Tako da bi bilo primerno spromovirati, če imamo na nivoju države namen lesarstvo podpreti in ta zagon, ki ga je mogoče, vsaj tako so mi rekli, da je treba reči, začutiti v zadnjih letih, podkrepiti, reči, da je lesarstvo uspešno in da ima prihodnost. Konec koncev je edina dejavnost, ki ima surovino v Sloveniji, ki se obnavlja. Jaz mislim, da se to splača izkoristiti, vendar od vseh deležnikov pričakujem v javnosti maksimalno podporo, naj postane ta poklic zanimiv, popularen, ne vem, kako naj še opišem, da bomo vsi razumeli, naj bo seksi. Ja, super. Se pravi, moramo še malo več vložiti v promocijo tega poklica, ne? To je vaše sporočilo. Ja, vsekakor, ne. Brez promocije, brez tega, da bodo ljudje si želeli tega poklica, ne bo opisa. Vsi bi želeli biti v eni pisarni z fikusom ali pa brez, ampak z lepo tajnico, da bi pa kdo bil na prahu, hrupu, pa mogoče poslušal kritike zato, ker je mogoče se nekje neka napaka v lesu pojavila, pa on konec koncev ni nič kriv, mogoče toliko, ker jo ni znal na ta prav način implementirati, ker konec koncev zavedajmo se, da to, da je vsak hlod, vsak kos lesa drugačen, je to absolutno darilo narave, tako kot med nami, ker smo različni. Je pa lepo, da se razumemo, ne? Hvala lepa. No, na koncu bi prosila še mojega sogovornika na desni, ki je predstavnik fakultete. Zanima me, kako pa fakulteta skrbi za stik študentov z bodočimi delodajalci. Hvala. Najprej bi, preden večji del odgovora podam, bi povedal, da se tudi pri nas dogaja podobno, kot je rekel gospod Hus, to se pravi, se vsako leto pojavljajo povpraševanja po dobrih kadrih, koga lahko priporočimo, če imamo kakšnega takega, da bi ustrezal njihovim željam, to se pravi delodajalcem, tako da tudi to se dogaja. Drugače bi pa predvsem izpostavil model tako imenovanega praktičnega usposabljanja, ki je vključen v študijski program na visokošolskem strokovnem programu. In sicer naši študentje v 3. letniku v zadnjem semestru, oziroma tako, ja, velik del študijskega procesa preživijo v podjetjih na praktičnem usposabljanju. To je urejeno pač z tripartitnimi pogodbami med študentom, delodajalcem in Univerzo v Ljubljani. Poteka nekako tako, študent si izbere približno v dogovoru s podjetjem temo svojega praktičnega usposabljanja. Tekom praktičnega usposabljanja gre večinoma skozi celoten proizvodni proces, ker zelo pomembni so tudi vidiki, kot je na primer socializacija dela, da sploh vidijo, kako v praksi zadeva izgleda, da vidijo, kako so pomembne te vrednote, tudi o katerih je prej gospod Hus govoril. No in pa izdelajo eno manjšo, bolj usmerjeno nalogo, tako kot bi rekel neka mala diplomska naloga, in potem tudi to nalogo, ki se jo pripravljajo v podjetju, zagovarjajo. Študent ima mentorja v podjetju, ima mentorja na fakulteti oziroma na našem oddelku. No in ta model že precej dolgo nazaj, ko se je bolonjski sistem študija uvedel, je bil prepoznan kot zelo uspešen in je bil kot en lep zgled ali primer za
organizacijo praktičnega usposabljanja pravzaprav na celotni univerzi v Ljubljani. Zdaj, tega ni na univerzitetnem, pa tudi ne na magistrskem programu, ampak razmišljamo tudi o tem, pravzaprav ne bi škodovalo, če bi vsaj del študijskega procesa tudi na teh dveh programih potekal na tak ali pa podoben način, tako da o tem se tudi razmišlja. Ja, hvala. Hvala lepa. Zdaj smo nekako prišli okrog, pa bi imela na koncu še eno vprašanje za vse, če bi imate kakšne sugestije. A imamo kakega skritega džokerja še, ki ga nismo porabili v tem sistemu? A ste razmišljali, da mogoče pa bi bilo fajn še koga vključiti, da bi ta sinergija med izobraževanjem, zaposlovanjem bila malo bolj, kako naj rečem, tekoča, recimo, da nam ne bi, slišali smo, da izobražimo kar dosti kadra, potem pa ta kader izgine, delodajalci imajo težave, se pravi, in zaključek je lahko najprej, da je treba delati več na promociji poklicev, ne samo na vpisu, ampak tudi to, razvijati to zavedanje, ne, kar ste gospod Stepančič prej omenil o lesu, ne, les je eno naše veliko bogatstvo, gremo v smeri trajnostnega razvoja, to so naše prednosti, to bi mogli mi dijake verjetno malo bolj ozaveščati, da imajo privilegij, da se izobražujejo v tem poklicu, ne? Boste vi kaj? Zdaj, koliko smo ozaveščeni vsi skupaj na tem področju, je veliko vprašanje. Tako da, a je to tisti pravi motiv za pridobiti kadre ta hip, ne vem, tukaj so cele študije od generacije baby booma, ki smo recimo tle eni prisotni, ne, do tiste generacije zadnjih indigo, pa ne vem kakšnih generacij. Motivi so različni. Zdaj, a je to tisto, kar jih bo pritegnilo, tisto, kar mi opažamo, je v glavnem, da ljudje iščejo normalno neko spodobno plačilo, vendar tudi neki svoj prosti čas, ki ga bodo izkoristili, nočne izmene niso zaželene in podobne zadeve, s tem se mi kot delodajalci soočamo. Kako motivirati ljudi, da pridejo k nam? Zdaj, PR je treba zagotovo delati na tem področju, zdaj pritegniti noter, ker ponovadi naš kolega iz Tilesa, Rok Barbič, reče, da je v Sevnici nekako v navadi reči, če ne boš priden, boš tišler. In to je ta zadeva, ki jo mi moramo drugače obrniti. Torej, v tišleriji je dober zaslužek, ker jaz vem, da vsi čakamo, če hočemo kakšno, ne vem, pohištvo doma narediti, pa ne glih tisto tipsko, da boš čakal pol leta, eno leto, torej dela je več kot dovolj v tem hipu, pa tudi normalno, če je nekaj tako iskano, je tudi zaslužek dober. Mladi ljudje si želijo hitro dobiti denar, uživati in podobne zadeve in tle jih je treba pritegniti. To, da gremo z zeleno tehnologijo, je to za recimo naše, bi rekel jaz temu, vnuke in ostale, ker drugače bomo svet zapeljali tam, kje ne bo več recimo temu neke rešitve in na tem moramo delati in to moramo zaveščati, vendar mislim, da ni neki tisti teaser, ki bo pritegnil ljudi v samo branžo. Torej, mora videti, kje je njihova korist. Torej, zaslužek in neko normalno življenje in prosti čas, ki je vsak dan bolj pomemben za vse nas. Hvala lepa. Se smem še oglasiti? Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar je gospod iz Podgorja povedal. Prvič, opažam, da je vedno več mladih, ki dejansko se želijo zaposliti tam, kjer imajo občutek in da lahko prispevajo nekaj k tem trajnostnem razvoju. Tega je vedno več, mladina se tega zdaj zaveda. To je ena zadeva. Druga stvar, ki pa je pravzaprav tudi gospod iz Podgorja že omenil, pa mogoče delodajalci ne slišijo najrajše, pa vem, da je tudi lahko govoriti iz, bomo rekli, iza katedre, iz fakultete, praksa je drugačna. Gospod Hus je rekel, torej včeraj smo ogromno govorili o načinih za doseganje višje dodane vrednosti in podobne zadeve in danes je bilo posebej izpostavljeno, zato so potrebni tudi dobro usposobljeni kadri, ampak veste, to je v krogu.
višja dodana vrednost, moderna tehnologija in podobno tudi samo po sebi pritegne boljše kadre, tako da bom rekel. Pa sem pa prej rekel, da težko je včasih v tem govoriti, ampak višja dodana vrednost verjetno vsaj postopoma pomeni tudi višje plače in to pa seveda bo tudi pritegne mlade ljudi, da se odločajo za take poklice. Toliko. Hvala lepa. Bi še kdo? Prosim, gospod Hus. Morda me ta joker beseda skozi mi gre po glavi, kaj bi rekel. Ko pride, na primer, dijak, ki je ustanovil podjetje v Avstriji, na našo šolo nazaj, pa reče, gospod Hus, hvaležen sem vašim profesorjem, hvaležen sem vaši šoli, vse ste me naučili, ogromno znanja ste mi dali. Tega v Sloveniji ne doživiš. On je moral v Avstrijo, da je nekako se zavedal, koliko je vredna šola. Naši kadri so tudi, ker smo blizu meje, v Avstriji cenjeni. Ne? Tako da morda je joker, da začnejo podjetja, ki so uspešna, hvaliti lesarske šole, pa bo dijaki, učenci se boljše odločali. Do zdaj smo, moram priznati, večkrat bili deležni samo kritik. Ne? Hvala. Bi še kdo dodal ali na tej točki zaključimo? Samo trenutek. Opažam pa, da se v zadnjih 10-20 letih klima kljub vsemu spreminja. Ogromno se je naredilo. Bilo je nekaj pionirjev, sam če omenim profesor Pohlevna, ki ga verjetno ogromno tukaj pozna, tudi je bil včeraj z nami. Konec koncev tudi na nivoju države, zdaj imamo direktorat za lesarstvo, to je bilo včasih, sploh ni bilo zamisliti in take stvari, tako da nekaj se premika, kljub vsemu moramo z optimizmom gledati. Hvala. Še gospod Orehovec za konec. Ja, ideja o seksi poklicu, to je tudi verjetno lahko rešitev. Gre za to, če se spomnite Masterchef in tako dalje, tam se zelo promovira pač kuharje in to, ampak mi imamo še vedno problem dobiti ustrezne kuharje in pa gostince in tako dalje. In to ni, torej ta problematika, ki jo danes obravnavamo, ni zgolj samo v lesarstvu, ampak tudi v drugih poklicih. Tako da verjetno bo potrebno narediti en širši družbeni razmislek, kako torej tudi tista manj atraktivne poklice mladim prikazati kot poklice, ki bodo lahko njim zagotovili neko dostojno življenje in pa seveda glede na to, da tehnologija vedno bolj se razvija, da tudi ti poklici niso več tako težki mogoče, kot je v njihovih predstavah. Je pa seveda to del mogoče tudi družine in pa družbe kot celote. Toliko mogoče. Ok, hvala lepa. Jaz bi na tej točki zaključil. Oprostite. Ja, sej mogoče, ali moramo končati. Vsi smo veseli, da smo. Morda dve besedi, Jaz pričakujem, da bo trg naredil svoje. To se pravi, če bo manj kadrov, bodo več vredni, ker bo le povpraševanje še vedno in to bi bil tudi dodaten motiv pa spodbuda za to, da se ljudje odločajo za to smer. Tako da jaz že nekaj let čakam na te rezultate, mogoče, da se v zadnjem času malo premika v to smer, ker konec koncev brez tega, da kdo proizvajalcem prizna višje cene, pa jih na trgu s pravo dodano vrednostjo lahko prodaš, je tudi plače težko dati. Tako da mora cela struktura se obrniti in na ta prav nivo postaviti. Tako da računajmo na to, seveda vsaka spodbuda države pa vseh deležnikov v javnosti je pa na tej poti zelo, zelo dobrodošla in mislim, da si jo vsi želimo, ki smo v to vključeni, pa tistim, ki v tem odločajo, priporočam seveda. Hvala. Hvala vam. Da ne bom zdaj prehitela, bi še kdo kaj rekel, lahko zaključimo. Torej, če bi podala en zaključek, tudi lesarstvo se sooča z izzivi sodobne družbe, tako kot na ostalih področjih. Potenciala v lesarstvu je in mogoče, tako kot je rekel gospod Hus, dajte delodajalci tudi vi hvaliti naše kadre, tako kot v Avstriji. Pa se vidimo naslednje leto na
naslednji okrogli mizi, pa mogoče bomo takrat že imeli kakšne primere dobre prakse, ki se bo kje, mogoče pa tudi že kaj premaknilo. Tako da hvala lepa vsem. Hvala lepa torej moderatorki magistrici Darji Štarkel in seveda vsem uglednim gostom za vaše razmišljanje o kadrih in poklicih v lesarstvu. Pod črto torej potrebujemo boljši PR, ki zadeva lesno in pohištveno industrijo, spremeniti je potrebno razumevanje tega poklica in dvigniti družbeni ugled. Poklici lesnega sektorja morajo postati bolj seksi, kot je lepo povedal Marko Kajzer v svoji Joker besedi. Jaz pa dodajam še to, da potrebujete tudi več žensk v tem sektorju. Sedaj pa sledi predavanje za podjetnike in obrtnike na temo vrednotenje kakovosti površin pohištva, ki ga bo izvedel asistent dr. Jure Žigon iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti, katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje. Naj še povem, da je dr. Žigon letos ob boku praznovanja 75-letnice ustanovitve Biotehniške fakultete prejel tudi Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija v letu 2021. En velik aplavz tudi za to priznanje. Nagrada je pa preveč zapletena za povedati, da bi lahko povedala v enem stavku. Mislim to, za to, kar ste dobili. Tako da, izvolite. Hvala lepa za predstavitev. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, kot že ste izvedeli, moje ime je Jure Žigon, prihajam iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti. Današnje predavanje bi sicer mogel odpredavati kolega Matjaž Pavlič, vendar je zaradi zdravstvenih razlogov odsoten. Verjamem pa, da bom njegovo nalogo dobro opravil. Današnje predavanje je sicer naslovljeno, kot že povedano, na podjetnike in obrtnike, vendar bi ga jaz naslovil tudi na vse nas, torej uporabnike pohištva, vsakdanje uporabnike pohištva, da bi se nekako zavedali, kaj je pri kakovosti površin pomembno, zakaj jo je potrebno vrednotiti in na kakšen način lahko to kakovost površin pohištva vrednotimo. Za začetek bi nekako naredil nek uvod o vlogi same površinske obdelave ali obdelavi površin. Poznamo tri vloge, zakaj to počnemo. Prva je čisto taka osnovna, govorimo o zaščitni vlogi obdelave površin. V tem sklopu površine pohištva zaščitimo pred uničujočimi dejavniki tekom uporabe. Lahko pa tudi seveda povečamo odpornostne lastnosti tako samih površin kot tudi celotnega izdelka. No, naslednja vloga površinske obdelave je dekorativna. S površinsko obdelavo površinam izdelkov seveda dajemo nek končni izgled, govorimo tudi o neki zadnji fazi tekom proizvodnje pohištva, bodi si spremenimo sijaj, bodi si barvo izdelkov, poudarimo ali zameglimo teksturo podlage in pa seveda izdelkom na ta način nekako dodamo neko dodano vrednost, izboljšamo njihove dekorativne lastnosti. No, zadnja in pa vloga, ki danes še posebno prihaja v ospredje, pa je tako imenovana funkcionalizacija površin, torej da površinam dodamo neko dodano funkcijo, dodatno funkcijo. Tukaj imamo nekako tri vrste funkcionalizacije površin. Prvi dve sta namenjeni spreminjanju nekih estetskih lastnosti površin. Govorimo tako rekoč o premazih, s katerimi posnemamo izgled drugih površin in pa premazi s posebnimi vizualnimi učinki. Morda vam je najbolj znan kakšne ultramat efekti ali pa color flop efekt, kjer recimo pod različnim kotom opazovanja določeno površino vidimo drugačne barve. No, zadnji sklop funkcionalizacije vloge površinske obdelave pa so funkcionalni premazi. Ti premazi prihajajo danes bolj in bolj na trg,
svojimi prednostmi. Govorimo tako o imenovanih fotokromnih, hidrokromnih, termokromnih, luminescentnih premazih, torej premazih, ki recimo hidrokromni premazi ob stiku z vodo spremenijo svoj izgled, svoj odtenek ali pa recimo postanejo tudi transparentni. Tudi taki premazi se torej v površinski obdelavi pohištva danes vedno bolj uveljavljajo. Zakaj pa vrednotimo kakovost površin izdelkov? Cilj je seveda doseganje trajne kakovostni površinske obdelave, se pravi govorimo o zaščiti ali pa funkciji izgleda. Seveda moramo vrednotenje kakovosti vrednotiti tudi z vidika zaščitnih in estetskih lastnosti. To izvajamo na 3 nivojih oziroma v 3 fazah, bodisi z kontrolo vhodnih materialov, ki vstopajo v proizvodni proces, kontrolo tehnološko-tehničnih parametrov med obdelavo površin in pa na koncu, ko je izdelek že v uporabi oziroma izdelan, kontrolo končnih lastnosti kakovosti izdelka. Izvajanje kontrol torej privede do preizkušanja materialov oziroma določenja lastnosti posameznih delov površin. Kakovost površinske obdelave pa nadalje vodi do ustreznih lastnosti površin za določen namen uporabe, tudi v primeru pohištva. Od česa pa so odvisne lastnosti površine? Gre za nekako sinergijo med premaznim sistemom in leseno podlago. Tudi našim študentom tole že na prvem predavanju na vajah recimo nekako vcepljamo v zavedanje, da gre za neko sinergijo torej med podlago, ki je lahko masivni les ali pa kakšen drug lesni kompozit in pa površinskim sistemom. Torej govorimo o površinskem sistemu, zakaj sistemu, ker je sestavljen zopet iz več faz, več delov, bodi se recimo temeljni premaz, potem nek umestni premaz, ki daje površino vizualni učinek in pa končni zaščitni premaz, ki podlago in pa seveda premazni sistem ščiti pred zunanjimi vplivi. Torej govorimo o tako imenovanem površinskem sistemu. Ta površinski sistem ima seveda svoj praktičen pomen in pa način, zakaj ga moramo poznati oziroma poznati njegovo sestavo. Spremenjene lastnosti površin zopet lahko dosežemo na različnih nivojih in sicer zamenjavo samo enega premaznega sredstva že posledično vpliva na površinski sistem. Nadalje, tudi drugačen nanos oziroma debelina premaznega filma nam povzroči spremenjene lastnosti površin, bistveno. In pa zamenjave podlage seveda ni enako, če obdelujemo lesni kompozit ali pa masivni les. Ustrezne lastnosti površine glede na namen uporabe pa seveda zopet določajo kakovost površinske obdelave. Tudi tale razdelitev preizkušanja v površinski obdelavi je nekako temelj zavedanja. Preizkušanje površin v površinski obdelavi nekako ločimo v 4 sklope. V prvi fazi gre torej za preizkušanje tekočih premaznih sredstev, v katerih določamo lastnosti premaznega sredstva. Recimo tukaj govorimo o viskoznosti, deležu suhe snovi, gostoti premaznega sredstva, tudi velikosti pigmentov, recimo prisotnost teh pigmentov. No, v naslednji fazi govorimo o preizkušanju mokrih premaznih filmov, torej že v tej fazi, ko premazni film nanesemo na določeno lesno podlago. Tukaj seveda veliko vlogo igra debelina mokrega filma, ki določa tudi kasneje debelino suhega filma. Govorimo o razlivanju, stekanju premaza na površinah ali pa o močljivosti površin z vidika premaza, hitrosti utrjevanja in tako dalje. No, tretji sklop, ki je pa za današnje predavanje nekako najbolj pomemben oziroma se ga najbolj tiče, pa je preizkušanje suhih premaznih filmov oziroma površinskih sistemov. Govorimo o preizkusih, ki jih izvajamo na končnih obdelanih površinah. Kasneje jih bom tudi podrobneje predstavil. No, nadalje, ko pa je izdelek že izdelan ali pa v uporabi, pa je pomembno tudi preizkušanje suhih premaznih filmov oziroma površinskih sistemov, bodisi v procesu naravnega ali pa umetno pospešenega staranja oziroma tekom uporabe.
Z vidika vrednotenja površinskih lastnosti na izdelkih oziroma pohištvu poznamo več sistemov že uveljavljenih, katerih namen je zagotavljanje ustreznih kakovosti površinskega sistema glede na namen uporabe. Seveda, vsake površine so različno obremenjene in temu se tudi posledično prilagajajo zahteve, ki jih določena površina mora prestati oziroma ki se jo pritičejo. Dober sistem vrednotenja kakovosti ima že znan proizvajalec pohištva IKEA in sicer z vidika dveh standardov, se pravi IKEA nekako proizvajalcem pohištva definira, kakšne morajo biti določene površine pohištva in jih tudi redno preverja. Se pravi, ima ta sistem zelo dodelan. Recimo en sken iz njihovih zahtev, že zelo star sicer, že nekaj let v uporabi, je tale ABC sistem, ki glede na površino nekega kosa pohištva definira zahteve, ki jih mora določena površina na tem izdelku prestati. Torej A površine recimo so najbolj obremenjene, B površine nekoliko manj, C pa niso niti izpostavljene tako in so lahko zato tudi manj kakovostne. Seveda vse z vidika tudi na koncu stroškov, ki jih taka površinska obdelava zahteva. Še en sken iz njihovih zahtev. Poznamo recimo vrsto metod, ki so upisane v mednarodnih standardih, v tem primeru evropskih, in glede na klasifikacijo mora določena površina izkazovati odpornost proti določenem testu, ki jih bom seveda kasneje tudi na kratko opisal. No, tudi laminatne talne obloge imajo zelo dodelan sistem že vrsto let oziroma dolgo časa, tudi evropski standard povzet tudi v Sloveniji definira specifikacije, zahteve in preskusne metode za talne obloge. Morda ste že kdaj, ko ste kupovali recimo talne obloge, kakšne vinilne plošče, parket in podobno, gotov parket, zagledali takele oznake, se pravi zahteve za domačo in pa nekako javno uporabo glede na frekventnost obremenjevanja. Če še podrobneje pogledamo ta sistem, nemška slika iz Nemčije v nemščini, torej imamo več razredov uporabe in glede na ta razred uporabe določena površina talnih oblog mora prenesti določene obremenitve. Se pravi, zadnji razred 34, tako v javni in pa zasebni uporabi mora prestati vrsto preizkusov, ki obremenjujejo tako površino. Kako pa je z vrednotenjem kakovosti površin pohištva? Torej, prikazali smo že IKEA sistem, ki je nekako ločen od ostalih sistemov. No, lahko povem, da je v pripravi tale standard SIS-10 16209. Končni osnutek je trenutno že dostopen oziroma v obdelavi, ki razvršča površine pohištva glede na odpornostne lastnosti. In sicer v 5 razredov, od črke A do črke E, pri čemer črka A predstavlja najbolj kakovostno površino oziroma tiste, ki morajo prestati največ. Tudi v tem standardu oziroma trenutno tehnični specifikaciji je navedenih 5 do 6 testov, ki jih morajo določene površine prestati. Govorimo tako o odpornosti proti mokri toploti, odpornosti proti hladnim tekočinam, odpornosti proti abraziji, odpornosti proti razenju in pa odpornosti proti mikrorazenju. No, zdaj, če na kratko predstavim tele preizkuse, tudi nekaj fotografij iz našega laboratorija, kjer to v bistvu redno izvajamo, tako za podjetja, kot tudi na koncu konca za uporabnike. Recimo test proti suhi in vlažni toploti predstavlja nek segret aluminija z disk predpisanih standardnih dimenzij, ki ga segrejemo na določeno temperaturo, ki je seveda odvisna od vrste uporabe. Ta segret disk položimo bodisi še na vlažno krpo, torej govorimo o vlažni toploti ali pa suhi toploti, na površino izdelka in po 20 minutah ta disk umaknemo in sledi ocenjevanje naslednji dan pod specificirano svetlobo oziroma v kabinetu, kakšne poškodbe je ta test povzročil na površinah izdelka.
Kot že rečeno, površine ocenjujemo v predpisanem kabinetu. Zopet imamo sistem vrednotenja, tokrat numerični od 5 do 1, pri čemer 5 pomeni, da ni povzročenih nobenih sprememb na površini. Naslednji test, oziroma smo še pri suhi in vlažni toploti, sken iz tehnične specifikacije, ki prihaja v ospredje. Glede na temperaturo in pa glede na razred zahtevnosti, imamo določeno temperaturo in pa oceno, ki jo mora ta test prestati, torej recimo najmanjša ocena mora biti 4, torej najmanjše možne spremembe zaznane na površini. Naslednji test je odpornost proti hladnim tekočinam. Na kratko gre za to, da hladne tekočine, neke predpisane tekočine, ki jih uporabljamo v današnjem življenju, namočimo tampon, predpisan tampon, papirnat, ga postavimo na površino pohištva, pokrijemo z stekleno čašo in po določenem času razbremenimo. Zopet naslednji dan ocenjujemo poškodbe in ovrednotimo kakovost površine glede na odpornost proti hladnim tekočinam. Tukaj so navedene hladne tekočine, gre tako od vode do kečapa, ajvarja, tudi kave, alkohola, torej tekočine, ki so recimo prisotne na vseh vrstah miznih površin ali pa tudi ostalem pohištvu. Še tabela, ki jo more določen rang kakovosti površine zadostovati, torej kot vidimo razred od A do E, A je najboljši, se pravi najdaljša vzpostavitev in pa najboljša ocena glede na povzročeno poškodbo. Naslednji test je odpornost proti obrabi. Ta test prihaja v upoštev tudi pri talnih oblogah, seveda parketu, laminatih in podobno, kot tudi v pohištvu. Gre se za to, da test izvajamo na tako imenovanem napravi Tabor Abrasier. Gre za standardizirano napravo in po določenih obratih povzročimo z brusnimi koluti neko poškodbo na površini in glede na vizualno oceno in pa število obratov, ki so potrebni za doseganje določene stopnje obremenitve oziroma poškodbe, uvrstimo površino pohištva v določen razred od A do E. Naslednji preizkus je odpornost proti razanju. Pri tem poskusu imamo dve vrsti metod, gre za tako imenovano linearno metodo in pa krožno metodo. V principu z jekleno konico ob določeni obremenitvi na tesni kosu pohištva povzročamo razo in kasneje v kabinetu zopet ocenjujemo vizualno, kako prisotna je ta poškodba in pa kakšna je širina raze, ki jo konica povzroči na površini. Zopet ocenjujemo v posebnem kabinetu, tokrat drugačen kot v prejšnjih preizkusih, pri določenem viru svetlobe in pa pod določenim kotom opazovanja. Še en test mikrorazanja, zelo podoben, Martindale tester, ki ga sicer v našem laboratoriju nimamo, mogoče v prihodnosti, gre za neko podoben princip, torej povzročamo raze na površini testnega vzorca, v tem primeru z drugačnim abrazivnim sredstvom in na podlagi recimo desne tabele uvrstimo določeno površino v kakovostni razred od 5 do 1, pri čemer je 5 najboljša odpornost proti mikrorazanju. Še en zadnji test, oziroma test, ki pride tudi poštev poleg izdelkov v eksterierju, torej v zunanjosti, tudi izdelkov v notranjosti, torej pohištva, je tako imenovan oprijemnostni test z zarezovanjem rešetke ali križni test po domače. To obrtniki dobro poznajo, ga tudi večkrat simulirajo v proizvodnem procesu. Gre se za to, da na površino izdelka zarežemo s takim neposrednim rezilom rešetko in na podlagi poškodbe oziroma odluščenosti v povzročenih kvadratkih ocenimo odpornost površine oziroma oprijem premaznega sistema na podlago. Nič je razred, ki je najboljši, ponovadi najboljši razred dosežemo z oceno 1. Tako.
Izvajamo tudi staranje, seveda, kot sem že prej na začetku povedal, zadnji sklop preizkušanja materijalov v površinski obdelavi je tudi tekom staranja oziroma tekom uporabe. Staranje, govorimo bodisi o naravnem staranju ali umetno pospešenem staranju, no tudi v našem laboratoriju imamo napravo za umetno pospešeno staranje izdelkov oziroma materijalov nasploh s ksenonskimi sijalkami in recimo tudi predpisan standard definira, da po 100 urah obsevanja v tej napravi ocenjujemo spremembe barve in ocenjujemo poškodbe poleg vizualnih, ki jih je to obsevanje povzročilo na površinah izdelka. Na podlagi tega zopet pospešimo nekako tisti naraven proces staranja in hitreje dobimo informacijo o odpornosti površin proti takšnim dejavnikom. Za zaključek torej lahko povem, da je kar nekaj metod, ki so že prisotne in pa ki še bodo v uveljavi, ki simulirajo različne pogoje med uporabo površin tako pohištva kot tudi ostalih lesnih izdelkov. Dejstvo je, da kakovostna površina je tista, ki kljubuje normalnim oziroma pričakovanim obremenitvam med rabo določenega izdelka, se pravi, niso vse površine enako obremenjene, zato tudi niso vse površine enako površinsko kakovostne, ni potrebe za to. Vrednotenje kakovosti površin je zato zelo pomembno, tako z vidika proizvajalca kot z vidika uporabnika, da vemo, kaj se bo dogajalo tekom uporabe. Kakršnakoli kontrola kakovosti je seveda vedno dobrodošla, kot vemo, tudi proizvajalci tekom proizvodnje to redno izvajajo, če so le, se pravi, imajo to v mislih, izvajajo tako imenovane interne metode, nekako simulirajo te standardne metode, no, če govorimo o standardnih metodah, pa te izvajamo recimo v našem laboratoriju. In pa seveda za konec lahko povemo, da je kakovost površine vedno preverja kupec s svojo uporabo. Če pride do določenih napak, vemo, kdo nosi odgovornost za to. Torej, govorimo o reklamacijah. Torej, s temle slajdom bi se zahvalil za vašo pozornost. Naš laboratorij za obdelavo površin najdete na oddelku za lesarstvo. Veliko proizvajalcev se obrača na nas in pa sedaj tudi mogoče vi ste seznanjeni z našo prisotnostjo in ste vabljeni k obisku pri nas. Tako da hvala lepa. Doktor Jure Žigon, hvala lepa za tole predavanje. Ste uspešno nadomestili Matjaža Pavliča iz oddelka za lesarstvo. Spoštovane in cenjeni, ker je pač takšna ura, vas sedaj v imenu organizatorja vabim na kavo, čaj, vodo, sok, rogljiček po želji v preddverje. V našo družbo pa vas ponovno vabimo čez dobrih 15 minut. Nasvidenje zaenkrat. In the 1920s, Josephine Baker, Moulin Rouge, qu'est-ce que c'est? In the 70s, in the late 70s. Really? Oh, all right. Cheers. Cheers.
kissing me, but there seems to be something missing in your kissing. The love we knew is just a memory. It's turned into a comedy. The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill is gone. Oh, the nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend and let it linger on? Oh, the thrill is gone.
Sorrio pro meu rio que tem no seu mar lindas flores que nascem morenas em jardins de sal. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são se descobrindo em tanto azul. Por isso que o meu rio dá mulher beleza, que acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa, meu rio que balança, sorrio, 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 sorrio. Se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são não se descobrindo em tanto azul. Por isso que o meu rio dá mulher beleza, que acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa, meu rio que balança, sorrio, 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 sorrio. Com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se anima,